Šolsko ekskurzijo v nacionalni park Koroške peči. Tega se veselimo, še posebej mi, Superglavce! Druščina štirih punc. Smo najboljše prijateljice in vsak nosi trenutek, ko živimo skupaj. Da dotaknemo nos vsako stvar, še noben naš izlet se ni končal brez težav in opomina našega zajedničarke gospodične Štrukelj ali žuganja naših staršev, da nas bodo v naslednjem šolskem letu zagotovo ločili. Karkoli o šoli narobe, smo mu krive. Zato smo se odločile, da tokrat nič ne prepustimo na ključu in da vas povabimo, da postanete naši pomočniki. Recimo naše tretje oko. Velja! V ta namen smo vam razdelili tablice. Na eni strani so rdeče, na drugi pa zelene. Ko v določenem trenutku ne bomo našli odgovora ali poti naprej, vas bomo vprašali za nasvet. Le vi nam lahko pomagate najti pravo pot. Poskusimo za vajo. Če menite, da je čas, da začnemo s predstavo, obrnite tablico z zeleno stranjo proti nam. Še pa bi raje slišali 3-urno predavanje o sklanjatju besede možgani iz najljubše knjige naše profesorice Dolgčasnik, pa dvignite rdečo tablico. Zdaj, mislim, da so pravila vsem jasna. Lahko začnemo. Odločitev je padla. Zelena. No, Gremo, pohiti. Avtobus bo vsak čas odpeljal. Ali smo vsi? No, gremo hitreje, v kolono, otroci, gremo. Zdaj veš, da nas profesorica Ščukeljeva vedno pozabi prešteti. Zagotovo misli, da sedimo v drugem avtobusu. Vsega si kriva ti po tvojih težek na hrbti. Le kaj ti je bilo treba nositi na enodnevni izlet toliko krame? Saj si vrne nazaj, kaj ne? Gotovo so že pazili, da nas ni. Ne verjamem, šele čez 3 ure na šolskem parkirišču jim bo jasno. Tedaj bo že prepozno, v temi nas ne bodo našli. Ali ima katera kakšen sendvič? Leo! Pa še ta udarec, pozabljena v gozdu, s svojim bratom. Sem Luna, stara 13 let, horoskopu škorpion. Moja najljubša jed je suši in maki. Rada plezam in hodim v gore. Kampiranje je super, dobro se znajdem v naravi. No, rada tudi berem in brskam po internetu. Zagotovo sem najbolj prisebna v druščini. Vedno najprej razmišljam, potem ukrepam. Moja posebnost pa je, da imam sestro dvojčico Lano. A si nisva podobni? Temni se, očitno jih ne bo nazaj. Predlagam, da kot v pravi kriminalki naredimo načrt. Nočem spati zunaj, vse me pika!
Ni signala, kaj pa SOS? Sranje, pa še mobi mi je vcrknil. Ne delaj panike. Končno prava pustolovščina, brez staršev in učiteljev. Zakurili bomo ogenj, imeli piknik na prostem in po noči šli v zvezde. Ali pa našo osamljeno podrto hišo, v katero so razbojniki skrili svoj zaklad, kot v pravi kriminalki. Ali pa kot v grozljivki, vampiri in volkodlaki. Kaj misliš, da so tukaj volkovi? Zagotovo, v gozdu so pa živali. Noče spati Dunaj, hočno bo v svojo posteljo. Če ve ne gre se, grem pa sama. Stop! Čas za prvo intervencijo. Če mislite, da ne poiščemo pot domov, dvignite zeleno tablico. Če pa mislite, da ne spimo tukaj in čakamo na pomoč, dvignite rdečo tablico. Odločitev je padla, zelena. Zdaj sem vedela, da je publika na moji strani. Zdaj pa hitro ven iz tega gozda. Kaj pa zdaj? Mislim, da smo hodili v krogu, še globlje smo zašli. Punce, imate katero kakšno sendvič? Leo! Grem po drva. Počakaj, grem s tabo. Sem Bella von Blumberg, stara 13 let. V horoskopu sem riba. Rojeni v ribi smo po duši umetniki, ljubitelji mode in vsega lepega, kar nas obdaja. Vsi me kličijo fashion pupa, kar mi je zelo všeč. Moja najljubša jed je ljubenica, moj hobi so pa petje, liškanje in meditiranje. Sem zelo dobrosrčen človek in imam veliko srce za vse ljudi in živali celega sveta. Rada imam čivave, ne maram pa komarjev in mrav. Sploh je narava zelo umazana. Fuj, vedno poskrbim za zaščito, ko gremo doma. Če bi vedela, da bomo prespali zunaj, bi se bolj vzela svoj make-up za nujne primere. Tako neurejene me res ne smejo videti. Upam, da hitro pridejo. Hvala, Leo. No, ste kaj našli? Ja, hitro poglejmo, kaj imamo na hrbtiču. Voda! To je nevidno črnilo. Čokolada. Kje je čokolada? Sem Lana. V horoskopu Škorpiju, tako kot moja sestra Dolčica. Kličajo me pametnjakovička ali glavca. Saj sem zelo iznajdljiva in vedno najdem pravo rešitev. O preživetju v divjini vem vse. Na Discoveryju sem se ogledala vse oddaje. Zdaj bom zaključila ogenj, potem bom zgradila zavetje iz palmovih listev in potem imam še vezalko in s to bom naredila zanko in bomo zdaj še nekaj naredila za večerstvo. Vedno sem pripravljena na izzive. Ne mahaj z nožem, saj se bo še poškodovala. A ne bi raje zakurila vžigalnica? Jih nimam. Saj veš, da mama ne pusti, da se je prava z ognjem. Midve z Bilo griva na ogled do potoka po vodo, vi pa ostanite skupaj.
Sem Elina, stara 12 let, kličejo me Brihta in sem najboljša detektivka na šoli. Uganke in skrivnostni primeri so zame mala malca. Zadnjič sem uspešno rešila primer izginule ure, ki jo je sošolcu Mihi podaril dedek. Poleg tega pogotnem vse krimiče in grozljivke, ki mi pridejo v roko. Vsak dan preberem Črno kroniko in se poskušam od poklicnih gangsterjev naučiti čim več vin. Obvladam karate, no, ga bom, ko bom odrasla. Pazite se me, lopovi. Sem Leon, Elin veliki brat. Kličejo me handyman in moji hobiji so igrice, igrice in igrice. Moja najljubša hrana je lazanja in sendvič, saj lahko jedem s handjem v roki. To, da sem skupaj s puncami v gozdu, me ne moti preveč. Moja največja skrb pa je, da se mi bo baterija od handja prehitro izpraznila. Moja najljubši junak je Percy Jackson, no, tudi Harry Potter je cool. Vse sva si ogledali, to je zagotovo najboljši prostor za tabo. Tu bomo prenočili. Mogoče pa že po noči pride po nas. Res bom še spati zunaj. Še dobro, da imam samostenčnik. Halo, rdeča kapica. Ej, a se gremo rdečo kapico? Pravljice so za dojenčke, jaz bi raje grozljivko. Samo grozljivke ne. Rdeča kapica je lahko čisto prava kriminalka. Kriminalka, grozljivka, stop! Prosim, pomagajte. Ali želite rdečo kapico s srečnim koncem, tej dvignite rdečo tablico. Za žalostni konec pa glasujte zeleno. Odločitev je padla. Zelena, žalostni konec. Potrebujem nož. Test. A bo... Leo, muzika. Okej, teče. Rdeča kapica. Ja, mama. Tu imaš košaro, nesi jo babici. Pazi se volka. Okej. Adijo. Adijo. Nekdo je za mano. Kdo si ti? Jaz sem Bog. In ti? Rdeča kapica. Kam pa kam rdeča kapica? Babici. Kje pa so rože? Prav imaš, vem jih iskati. Ha. 1, 2, 3, 4. Dovolj. Sej, to je grozno! Dovolj imam tega! Sparte! Ljubko ste igrali, punce.
pič pa mene poklič. Pa enega grila, da si zašpila. Levo, desno, desno, desno. Naravnost. Ne, desno. No, prav. Mislim, da smo čisto blizu. Pazi, stoj! David, hitro sem. Kdo so in kaj delajo tukaj? Saj so samo otroci. Pa ravno na tej jasi morajo taboriti. Pa saj samo spijo. Morda pa tudi ne. Kaj če ostanejo, najdejo lovsko kočo mojega dedka in v njej moj zaklad? Naš. No, ampak zaklad in koča sta Tvojega detka. Ampak zaklad pa je moj. Poglej, tu piše črno na belo. Naš. Okej, naj bo naš. Kaj je? Zakaj kričiš? Te je kdo ugriznil? Saj sem rekla, da so tukaj volkovi. Ne, nekdo je hodil po jasi. Zagotovo nočne živali. Ali pa vampiri, duhovi in volkodlaki. Ne, no. No prav, grem pogledat, drugače ne bom. Vidite, tu ni nobenega, zagotovo veter. Zdaj pa spat, ura je že pozna. Še vedno so tukaj. Pa saj samo spijo. Nekaj si moramo namisliti, da se jih znebimo. Zaklad hoče ne liti z nikomer. No, razen z vama. Že vem, zaverujmo se, nastavimo jim past. Pas, ima super idejo. Pas, ideja. Kaj delaš? Bližu sedi. Ej, budite se! Lana je zginila. Kam pa je šla? Mogoče po hrano, zdaj. Am daj no, zdaj po noči. Pokličimo jo. Lana! Lana! Kje si? Pridi! Lana! Lana! Nije. Poglejte, sledi. Potrebuje papir na trobček, klejo, luč, posveti. Ledina črnilo. Povečevalo. Drži. Vse je jasno. To je sled škornja, moškega škornja. Sledi vodjo tja. Poglejte, kaj sem našla! Rdeča kapica! To je Lanina vezalka. Zagotovo nam je Lana pustila sporočilo. Tjamu. Ampak sledim vodjo tja. Zagotovo so povezani z Laninim izginutjem. Stop! Prosim, pomagajte. Če menite, da gremo ne v smer škornja, zelena. Če pa ne gremo v smer rdeče kapice, rdeča. Odločitev je padla. Rdeča.
naše zakladke bomo izpustili. Ampak prijatelji bomo sledili. Prav imaš, potrebujemo več časa. Brez panike, moje igračke bo že dovolj za starši. Tu, Kopi. Če me še niste prepoznali, to sem jaz, Samuel. Starščine sled po horoskopu Škorpion. Vedno dobre volje in nasmejan. Sem najstarejši član Kolpecnikov. Danes smo na posebni misiji. Iščemo zaklad mojega dedka, ki mi je zapustil pismo, no pravzaprav zemljevid, v katerem piše, da bom naredil zaklad svojega srca. Ne razumem. Ampak kar bodo kočo podolni, moramo najti zaklad že danes. No, je kaj? Nič. Poskusimo tam. Jaz sem Glina. Stara 14 let po horoskopu Lev, no pravzaprav Levinja. Zelo rada imam živali, najraje imam pa samorovec. Sem Samuelova sošolka in prijateljica. Zelo dobro se spozna pri orientaciji. Ko me je Samuel vprašal za pomoč, sem bila takoj za akcijo. Tudi maskiranje je bila moja ideja. Samuel nam je obljubil, da si bomo zaklad pravično razdelili. Morda bom dobila dovolj denarja, da si bom lahko kupila svojega lastnega samoroga. Sta našla? Larm je alarm. Sem David, star 13 let, rad programiram in čaram. Rad pomagam, če nekdo v težavah. Samuel me je prosil za pomoč, zato sem zdaj tukaj. Vse je prepravljeno. In? Ja, in kaj zdaj? Kaj jasno, za kočo moramo. Stara koča in tu so nekakšna vrata. Dajmo, odprimo, Lana mora biti tukaj. Kaj pa, če je pas? Slišite? Kdo kliče na pomoč? To ni mogoče, imam privide. Kaj je to? Duhovnik? To je Lana. Na pomoč kliče. Kaj pa je to bilo? Duhovi. Lana je ujeta. Rešiti jo moramo. Jaz ne grem nazaj, kaj niste videli, bila je čisto pozorna. To mora biti njen duh. Pomiri se, saj vendar ne verjameš v duhove. Zagotovo obstaja logična razlaga. Morda nekdo roče, da nastopi v kočo. Prav imaš, poiščimo drugi vhod. Morda zadaj, skozi okno. Vidva z Bilo stanita tukaj in pazita na vrata. Če kdo pride, uporabita na skrivni znak. Mi dve greva od zadaj. Kaj je to? A si v redu? Ja, sledila sem zamaskiranim trojkom. Sledila sem jim, a so me slišali in ujeli. Ter zaprli v to kočo. In kje so zdaj? Mislim, da so nekje blizu. Okoli hiše vodijo v
hitro poskusimo. Dobro, vsak na svoja mesta. Kot krti smo kopali okrog koče, pa nič. In ti si rekla, da se spoznaš pri branju zemljevidov. Vrata so odprta, deklica je zginila, zagotovo so ji pomagali njeni prijatelji, sama že ni mogla odpreti vrat. Očitno jih tvoji duhovi nič niso prestrašili. Oprosti, sem poskusil. Zaklam, ves čas je bil v koči. Ojedi smo, to je konec. Prazne je. Nikoli ne bom izvedel, kaj me je zapustil na delu. Lina, si to ti? Luna, kaj pa ti tukaj? To bi morala jaz vprašati tebe. Mi smo se izgubili na šolskem izletu in vi ste nas dobro prestrašili. Ah, saj ni bilo za nalaž. Mi smo nekaj iskali in vi ste bili pač tukaj. Ali se poznata? Seveda, Prina in jaz vedno skupaj hodiva na orientacijska tekmovanja. Prina je vedno najboljša v skupini. In ti si takoj za mano. In to so moja dva prijatelja, Samuel in David. Vaši ujetniki. Prazne je. Bili smo prepozni. Stop! Še zadnjič vas prosimo za pomoč. Če menite, da je skrajni čas, da se v gozdu pokaže profesorica Štrukelj z reševalno ekipo in sendviči, dvignite rdečo tablico. Če pa vas zanima, kaj se zgodi z zakladom, pa dvignite zeleno. Odločitev je padla. Zelena. No, pomagam. Ja. Prazne je. Samo to je bilo not. Lana! Saj ni bilo nič vrednega, samo stara ura, ki ne dela, kompas brez iglice in poškodovan medvedek, ki se ljudi. Saj to je stara ura mojega dedka, ki jo vsak dan po kosilu vzel, jo očistil in navil. Poglejte, tu na sliki sem pa jaz, ko sem bil se čisto majhen. In kompas? Ta je od dedkovih potovanj. Tako rad sem poslušal zgodbe o tujih deželah. In to je moj najljubši medvedek, katerega sem nekoč v tem gozdu izgubil. Tvoj dedek je imel prav, to je res zaklad tvojega srca. In spominov. Ja, kako sem pa sled porazdelili? David! Končno smo vas našli, nesrečni otroci. A ste vsi v redu? Ja! Hitro, pohitite. V kombiju vas čakajo dobro čaj in sendviči. Punce, bravo! Adijo, Tina, se vidimo naslednji teden. Adijo, Luna. Ampak zaklad sem pa najdel. S to hoj so me pa le dobro postrašili. Pa saj vsi vemo, da duhov pravzaprav sploh ni.